Pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli v oddaji Jewish World Weekly na E24 News. Sem Emily Francis. Vsak teden se osredotočamo na zgodbe, vprašanja in osebnosti, ki so zanimive za judovsko skupnost tukaj v Izraelu in po vsem svetu. Začnimo z našimi glavnimi zgodbami iz judovskega sveta ta teden. Poglejte si. Število antisemitskih incidentov v Združenem kraljestvu se je v prvi polovici leta 2026 povečalo za 21%, saj je Community Security Trust zabeležil 1926 prijav. To je drugo najvišje število v 6-mesečnem obdobju doslej, takoj za prvo polovico leta 2024. Napadi so dosegli najvišjo raven za katerokoli obdobje od januarja do junija z 135 primeri, kar je 82% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Obsojeni neonacist Joshua Bon Hill-Payne je odstopil kot kandidat konzervativne stranke za prihodnje leto na volitvah v svet Somerset v Angliji, potem ko so judovski skupnostni voditelji in mediji ostro reagirali. Odslužil je 2-letno zaporno kazen zaradi niza antisemitskih nadlegovalnih kampanj in zase pravi, da je poboljšan človek. Bon Hill-Payne še povedal, da se je umaknil, da tekmeci ne bi osredotočili kampanje na njegovo preteklost. In za konec, arheologi so v celoti odkrili glavna tla in osrednjo bemo velike sinagoge v Vilniusu. Razkrili so barvita tla, žensko galerijo in kovinsko ploščo z 10 zapovedmi. Do odkritja je prišlo potem, ko so podrli šolo iz sovjetskega obdobja, ki je stala na tem mestu, kar je omogočilo največje dosedanje izkopavanje v sinagogi iz 17. stoletja, ki so jo uničili nacisti in kasneje izbrisale sovjetske oblasti. Izkopavalci so našli tudi obredne predmete, vključno s krožnikom za pašo, posodo za gefilte fiš in več 10 ploščic z rezerviranimi sedeži. V nedeljo je bila 25. obletnica terorističnega napada na picerijo Sbarro v Jeruzalemu. V bombnem napadu je bilo ubitih 16 ljudi, 130 drugih pa ranjenih. Žena Šmuela Greenbauma, Šošana, je bila ena od ubitih. Bila je noseča in oba sta umrla v terorističnem napadu. Od takrat je svojo bolečino spremenil v poslanstvo in ustvaril pobudo z imenom Partners in Kindness. Zelo smo veseli, da je danes z nami v studiu. Pozdravljeni in hvala, da ste tukaj. Hvala, da ste me povabili. Torej, 25 let, vem, da se sliši kot dolgo obdobje. Če niste povezani s tem terorističnim napadom, vem, da se je zgodil mesec dni pred 11. septembrom. Najprej, kako ste sploh lahko žalovali, veste, ko se je to zgodilo? In kako ste prišli do točke, ko ste lahko svoje življenje spremenili na bolje? Mislim, da je del tega tudi osebnost. Vedno sem oseba, ki gleda na širšo sliko, vedno gledam, kaj lahko naredim, da opogumam ljudi. In ko se osredotočaš na druge, ti to pomaga, da se tudi sam dvigneš. Zanimivo. Torej, ko se je to zgodilo, niste bili tukaj. Bila sta skupaj v Izraelu in vi ste že odšli domov. Torej, domov sem šel v nedeljo, napad pa se je zgodil v četrtek. Wow. Kako je biti tukaj v Izraelu ob tej obletnici? Se vam zdi, kot da se je zgodilo včeraj, ali lahko pogledate nazaj in ugotovite, kako ste se uspeli spremeniti? Mislim, po eni strani je zelo čustveno, to je zelo močna bolečina. Po drugi strani pa je moje poslanstvo tukaj, da opogumljam. In zelo vznemirljivo je biti tukaj in upam, da lahko pomagam opogumiti ljudi. Da pripeljem ljudi. Torej, povejte nam o pobudi, kako se imenuje in kakšen je način delovanja. Torej, kaj se je zgodilo? 25 let objavljam zgodbe o prijaznosti. Ljudje iz vsega sveta pošiljajo zgodbe o prijaznosti. In imeli smo neverjetne odzive ljudi o tem, kako so te zgodbe, še posebej med drugo intifado, v času Sbarroja, ko je bila po vsej državi strašna travma. In ljudje so bili ganjeni ob teh zgodbah in so jih opogumljale. Pomagale so jim na vse mogoče načine. To je bilo tudi ob 11. septembru. Bilo je neverjetno. Tako sem veliko raziskoval. Veliko sem raziskoval to temo, znanstveno raziskoval, samo da bi videl, kaj je tisto, kar ljudi navdušuje in kako bi to lahko povečali, kako bi lahko s tem naredili svet boljši. Tako že 25 let. Pošiljal sem e-maile in bilo je neverjetno močno. Zanimivo je, ljudje, zelo smešno, ta teden sem bil v Izraelu, zato nisem bil tako dosleden pri pošiljanju e-mailov. Običajno jih pošiljam vsak dan. In ljudje sprašujejo, kje si? Ne, kar je bilo zanimivo, je bilo to, da je bilo neverjetno, bil sem v naglec, da pridem iz hiše na dan obletnice Šošane smrti in res sem se mudil in to sem delal v zadnjem trenutku. In odrezal sem približno en stavek iz zgodbe in dobil sem okoli 20 e-poštnih sporočil. Naslednji dan sem bil kot, kaj so vsa ta sporočila? Še nikoli nisem videl toliko e-pošte. Ti ljudje so bili panični, ker so jim manjkali zadnji stavek v zgodbi. Wow. To res kaže, da se resnično poistovetijo s tem. Torej, povej, kaj o moči vere in kako uporabljaš naš namen, da si luč narodom. Uporabi vero ne le za navdihovanje ljudi, ampak govoriš tudi o znanosti in o tem, kako znanost dokazuje, da ima vera dejanski učinek. Mislim, da je nekaj posebnega pri mojem pristopu to,
da je moj pristop namenjen ljudem vseh različnih ver. Ne samo Judom, ne samo kristjanom, ne samo muslimanom, ampak ljudem vseh ver in tudi tistim, ki nimajo vere. To je moj pristop. Kako torej daš vero tistim, ki je nimajo? Torej, to je kar neverjetno. Torej, v bistvu, da vidim, kaj pristop naj izberem, recimo biološki pristop. Biološki pristop. Torej, telo deluje s pomočjo hormonov. Pravzaprav je večina odločitev, ki jih sprejemamo v življenju, vodena z našimi hormoni. In eden izmed najbolj zanimivih hormonov je oksitocin. Oksitocin je hormon ljubezni in povezuje ljudi in dviguje dušo. Zdaj, kaj je fascinantno? V znanstvenih raziskavah, ki sem jih opravil, še nisem videl dokončnih dokazov za to. Ampak v bistvu isti hormon, ki ljudi dviguje in je povezan z dejanji prijaznosti ter navdušenjem, ki ga ljudje občutijo. Ko so priča dejanjem prijaznosti, ko slišijo o dejanjih prijaznosti, ko sami izvajajo dejanja prijaznosti, je isti hormon, ki se uporablja pri duhovnih izkušnjah. Ne samo verske izkušnje, ampak duhovne izkušnje za ljudi vseh veroizpovedi. Lepo je, da ste tako pozitivni in Šmuel, nadaljujte z dobrim delom in prinašate svetlobo v svet. Organizacija se imenuje Partners in Kindness. Kmaru se spet vidimo tukaj. Hvala! Če ste bili na družbenih omrežjih, ste morda videli, da je zvezdnik skupine Culture Club, Boy George, izdal z umetno inteligenco ustvarjeno pesem v podporo Izraelu z naslovom We Will Dance Again. Če pa ste gledali prejšnjo epizodo oddaje Jewish World Weekly, ste morda tudi videli, kako je dopisnik i24 News, Joe Brown, govoril o težavah, ki jih ima s pesmijo, njeno izvedbo in o tem, kako meni, da je Izrael prikazan svetu. Vendar se vsi ne strinjajo z Joejem. Pravzaprav se veliko ljudi ne strinja in niso bili zadovoljni. Nekdo, ki spada v to kategorijo, je David Draiman, glavni pevec heavy metal skupine Disturbed, ki se nam pridružuje iz Herzlije v Izraelu. Hvala, ker ste z nami. In v studiu imamo tudi samega Joe Browna. Hvala, ker ste me povabili, seveda. Seveda. In Joe, začeli bomo z vami, ker za tiste, ki tega niso videli, pojasnite, zakaj ste se počutili tako, kot ste se in zakaj mislite, da je to ljudi tako razburilo. No, najprej bi pozval vse, ki to trenutno gledajo, naj preberejo članek, ki sem ga napisal o tem, ali pa si ogledajo prispevek, ki sem ga posnel za Jewish World Weekly. Če želite to videti na mojem novo odprtem Instagram računu, je tam majčna reklama na dnu zaslona za vas. Poslušajte, zaradi tega sem dobil veliko negativnih odzivov. Veliko ljudi pravi, da sem proti Judom, da širim pro-Hamas pripovedi, kar pa, če me poznate, je popolnoma daleč od resnice. Sem Jud. Imam izraelske državljane v družini. Državljanstvo. Ustvarjate Jewish World Weekly. Točno tako, ampak kar je najpomembneje, mi je mar za podobo, ki jo Izrael predstavlja v svetu. In to je bilo v zadnjih nekaj letih zelo sporno vprašanje. Ljudje so opazili, da Izrael izgublja PR vojno. In to je zato veliko razlogov. Eden od problemov pa je, da sporočila niso bila usmerjena k ljudem, katerim bi morala biti. To so ljudje, ki jih konflikt prav posebej ne zanima, ali pa celo tisti, ki so proti Izraelu in bi jih morali poskušati prepričati na svojo stran. Veliko sporočil je bilo usmerjenih neposredno k ljudem, ki so že na njihovi strani, torej prepričevanje že prepričanih. In to je bila poanta, ki sem jo želel izpostaviti s to pesmijo Boya Georgea, ustvarjeno z umetno inteligenco. Obstaja nekaj težav, na katere je treba pogledati z zunanje perspektive. Nekdo, ki to opazuje od zunaj, bi se vprašal, ali je to nekaj, kar bi ga prepričalo na našo stran. Prva stvar, ki sem jo omenil, je bila bolj v smislu igranja hudičevega advokata. Omenil sem, da ima Boy George kazensko evidenco. Ima nekoliko sporno preteklost. Bil je incident, v katerem je priklenil spremljevalca na radiator in ga pretepil. Ampak kot sem ti rekel, tukaj v studiu pred nekaj dnevi na nekoliko drugačno temo. Verjamem, da ima vsak grešnik prihodnost in vsak svetnik preteklost. On je to pustil za sabo, zato se je opravičil. In mislim, da se to ne bi smelo uporabljati proti njemu, vendar se veliko ljudi s tem ne strinja. To je nekaj, o čemer moraš razmišljati v širši javnosti. Prva težava, ki jo imam s to pesmijo, je, da je to lenobno napisana, z umetno inteligenco ustvarjena brozga. Gre za zelo resne zadeve, povezane s 7. oktobrom, na to razdrobljeno rege podlago. Boy George tega ni napisal. Vnesel je nekaj navodil v sistem umetne inteligence in to je tisto, kar je nastalo. Naprimer, Bob Dylan je imel pesem Neighborhood Bully o izraelskih vojnah. To je bilo nekaj, za kar si lahko videl, da mu je bilo res pomembno, da mu je bilo za to vprašanje res mar. V tem je bila duša, kaj ne? To je težava pri tem. Če nekdo to gleda in ga konflikt pravzaprav ne zanima, lahko to vidi in si misli, da je to merodno. To je AI reggae, ki govori o tem, kako izraelskih ženskah, ki jih posiljujejo drevesa.
S tem ne bi pridobili ljudi na svojo stran in mislim, da je to glavna težava pri tem. Zelo spoštujem Boya Georgea, to ni počel samo zadnjih nekaj let. Tukaj je nastopal, videla sem ga nastopati, Zanj, ko je bil tukaj. sem spremljal njegov Twitter. Že približno 16 let objavlja pozitivno o Izraelu. Zato ga spoštujem, ker si upa izpostaviti svoje mnenje. Toda tukaj morajo tisti, ki podpirajo Izrael, o tem razmisliti kritično. Kako to predstavlja Izrael širšemu svetu? In to kot primer, to ne izgleda dobro. To je slaba PR poteza in po mojem mnenju naredi več škode kot koristi. V redu, torej, David, vem, da si pozorno poslušal, rada bi slišala tvoje mnenje o tem in zdaj, ko slišiš tudi Džotovo perspektivo, kaj meniš? Mislim, da je Joe snob. Mislim, da je glasbeni snob. Mislim, da nima pojma o glasbeni kompoziciji. Mislim, da v življenju še ni napisal nobene pesmi. In mislim, da ni v položaju, da bi pesem kritiziral na način, kot jo kritizira. Zdaj, bodva iskrena drug z drugim. Kot pravimo v hebrejščini, al-tan berejah in mali tvakejah. O okusih in vonih se ne razpravlja. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Živimo v svetu, polnem obsesivnih, kompulzivnih mnenj in prepričanj. Oprostite izrazu, mnenja so kot riti. In če se Joe trudi biti eden, mu to uspeva. Ne vem, kaj naj ti rečem, ni takšen. Poslušaj, on je... Ni takšen. Ne glede na to, dovoli mi, da povem, kar želim povedati. Dal sem ti dovolj časa, da govoriš. Zdaj je moj čas, da govorim. Zdaj boš poslušal. Ja? Zdaj, če misliš, da je katerikoli umetnik v svetu zabave popolnoma brez greha, popolnoma pravičen, nima sumljive preteklosti, ne počne čudnih stvari, nima norih zakulisnih norči in zabav po nastopih, ter najnorejših stvari, ki si jih sploh lahko predstavljaš. Stvari, ki jim sploh ne moreš verjeti, v redu se dogaja. In ne bom omenil imen, ker to ni moj način in to ni ravno na nivoju. In bilo bi nerodno, če bi to naredil. Prav. Ampak kar ne razumeš je, da ljudje, ki jih poskušaš opisati, so na drugi strani tega vprašanja. Če misliš, da bo pesem od Boya Georgea ali mene ali kogarkoli drugega na celem svetu naredila razliko pri tem, da jih prepričamo na našo stran, potem si pošteno naiven, pravzaprav skrajno naiven, nimaš najmanjšega pojma, o čem govoriš, ni upanja, da bi te ljudi prepričali na našo stran, ker so tej strani skoraj versko predani. V prid tej strani so indoktrinirani, za to stran so možgansko oprani. Želimo poskusiti doseči ljudi na sredini. Želimo poskusiti doseči ljudi, ki so še dosegljivi. A kar je najpomembneje? Najpomembneje pa je, da poskusimo okrepiti vse naše sobrate, Jude tam zunaj, in ljudi, ki nimajo nobenega občutka ali sledi upanja. Ker nihče nima hrbtenice med ljudi v zabavni industriji, da bi naredil to, kar je pravkar naredil Boy George. Zdaj, lahko to močno kritizirate zaradi uporabe umetne inteligence. Lahko rečete, da je to slabo napisana pesem. Veš kaj, človek? Napisal sem veliko pesmi. Veliko jih je bilo na prvem mestu. Vem, kaj je nalezljiv napev. Prav. In ta pesem ima izjemno nalezljiv napev. Prav, počakajmo. Ja, kar naprej, Joe. To je stvar, da imaš 100% prav. Res je, in lahko cenim Joeja, ker je producent oddaje. Razumem. Ne moremo vedno biti žrtve, to želim povedati. Ne moremo se vedno prikazovati kot žrtve. Tudi sami moramo prevzeti odgovornost včasih. Kar naprej, Joe. Seveda, ampak moš tudi razumeti, poslušaj, pustil sem ti govoriti. Govoriti. Oštel si me, ker ti nisem pustil govoriti. Torej, zdaj mi prosim dovoli, da govorim, ti pa poslušaj. Hvala. Poslušaj, popolnoma imaš prav, si zelo, zelo nadaren tekstopisec in glasbenik, tako kot Boy George. Nimam niti kančka glasbenega talenta, ampak hočem povedati, da bi lahko tudi jaz naredil to pesem, ker vse, kar moraš narediti, je, da greš na spletno stran, vneseš nekaj navodil in to lahko dobiš. To ne pokaže srca in čustev, ki jih moraš imeti za tako resno temo. In glavni razlog, zakaj me ta pesem še posebej moti, in to sem že omenil, imam besedilo pred seboj. Nikoli nisi omenil 7. oktobra niti mladih deklet, posiljenih ob drevesih, brutalno umorjena, ker so plesala. Če poslušam kaj takega, me to pretrese do kosti. Zaradi tega sem jezen na avtorja pesmi, ker je to vključil. In kot sem že rekel, zelo spoštujem Boya Georgea. Mislim, da je bil zelo, zelo impresiven. Bil je eden najmočnejših zaveznikov Izraela. Še posebej v času, ko se veliko ljudi boji se izpostaviti in reči: poslušajte, podpiram Izrael in Jude.
Ampak obstaja razlog, zakaj ni toliko ljudi. To je zato, ker ko se kulturne zvezde želijo povezati z Izraelom, razmišljajo o tem, komu je Izrael pripravljen dati prostor. Torej, naprimer to, o tem sem že povedal svoje. Kevin Spacey, rdeča preproga je bila razgrnjena zanj, ko je prišel Izrael, decembra 2024. Srečal se je s predsednikom Kneseta Amirom Ohano, klaviotula, ki ima zelo verodostojne obtožbe o spolnem napadu. In v najslabšem primeru je moški, ki si s kladivom udari ob lice. V Izraelu so ga sprejeli, ker ljudje preprosto želijo ohraniti še tako majhne sledi kulturnega pomena, za katere so ljudje pripravljeni tvegati za nas. In poslušajte, mislim, da bi morali biti odprti za različna mnenja, vendar tudi menim, da moramo o tem razmišljati kritično. Praviš, da obstajajo ljudje, ki jih ta pesem ne bo prepričala. Jaz se ne strinjam. To je eden glavnih virov financiranja za kampanje Hasbra. To je mehka moč. Zato nam je uspelo dobiti Madonno za Eurovizijo leta 2019, medtem ko je Izrael pred 7. oktobrom gostil velike športne dogodke. To je zato, ker to ljudi pritegne na našo stran. Ljudje poslušajo slavne osebe. Morda se ti zdi neumno, ampak to je dejstvo. In obstaja razlog, zakaj tako malo slavnih oseb javno govori proti Izraelu. Tudi Boy George, ja, izgubil je svojo vlogo v muzikalu Jesus Christ Superstar na West Endu in zaradi tega mi je zelo žal zanj, ampak tudi sam je to povedal. Ne čuti se, da bi bil zaradi tega izobčen. Pravi, da je dobil veliko več sledilcev na Instagramu. Mislim, da je rekel, da je prejel približno 500 000 sledilcev na Instagramu zaradi tega, zaradi podpore judovski skupnosti. In seveda, mislim, da bi morali podpirati ljudi, ki stojijo za tem. To je moje mnenje. In zato sem prišel na kanal, da o tem govorim. Ja, seveda. Zato. Kar pogumno. V redu. Torej, za trenutek bom prevzel vlogo hudičevega advokata. V redu. In recimo, da je tvoj glavni problem s tem, to, kar praviš, da gre za umetno ustvarjeno nesnago, ki jo je preprosto vnesel v nek sistem umetne inteligence in je ta opravil delo namesto njega. Koliko razumem, so besedilo in melodija njegovi, vsa inštrumentacija okoli tega pa mu je bila dodana. Tako vsaj sam trdi. Zdaj, ne bom nasprotoval tem trditvam, ne bom kazal s prstom na nikoga, tako pravi sam glasbenik. Zdaj, umetniki po vsej zabavni industriji pojejo pesmi, ki jih niso sami napisali. To je povsem običajna praksa. Prav, obstajajo pesmi, ki jih napišejo tekstopisci, producenti. Ljudje so imeli velike težave tudi pri prehodu iz snemanja na dvopalčni trak na snemanje v Pro Tools. Njej so res velike težave pri prehodu iz, kot so plastične vrste tipkovnic in analogne opreme, ki so jih uporabljali v preteklosti, na strukturiranje vsega na sistemu Pro Tools, na računalniku, ki ga uporablja vsak EDM glasbenik in vsak običajen glasbenik danes uporablja v studiu. Vedno obstaja zadržanost do novih vrst tehnologije. Dejstvo, da tega glasbenega dela ni napisal sam umetnik, je popolnoma nepomembno. To je nekaj, kar se počne in se je množično počelo že desetletja. To je že od začetka glasbe. Obstaja človeški vložek, njegova besedila in njegova melodija. In tudi, če so, ne glede na to, ali je bil človeški vložek ali ne, če pesem ni tvoja, potem ni tvoja. Če je odlična, ne glede na to, ali je bila narejena umetno ali pa je ustvaril človek. Poslušaj, nihče ni večji zagovornik ustvarjanja pesmi na staromoden način kot jaz. Resnično. Ampak ne bom kar tako pljuval po nečem, kar zveni odlično, samo zato, ker je bilo ustvarjeno na drugačen način. Mislim, da je to snobovsko. Kot sem rekel, jaz sem nekdo, ki zna ceniti dober refren. Sem nekdo, ki zna ceniti podporo. In če sem popolnoma iskren s tabo, Joe, se strinjam s tabo, in to je ena od kritik, ki sem jih izrekel v svoji lastni organizaciji, katere del sem v Creative Community for Peace, je, da smo malo preveč obupani, da bi nekdo prišel in nas podprl. Smo kot tista obupana punca na plesu, ki sedi na klopi in čaka, da jo kdo povabi. Ja, strinjam se s tabo in to je zame
bolj kot karkoli drugega, najbolj cringe stvar, o kateri bi lahko govorili. No, na tej točki, David, najlepša hvala, to je bilo res zelo zanimivo. In Joe, hvala, da si se oglasil, stal za svojim stališčem in ga pojasnil. In očitno, poglej nas, ljudje o tem govorijo. Ne dobimo tolikšnega odziva. Vsak teden smo na Jewish World Weekly in vedno ponavljamo eno in isto. In dobro je, da to sproža pogovor. Torej, hvala obema. Jaz sem gospa Rojalha. Ta konec tedna je dan neodvisnosti Indije, ko bodo milijoni praznovali 79. obletnico neodvisnosti države, ki je pridobila neodvisnost od Združenega kraljestva leto predtem, ko je bila priznana tudi suverenost Izraela. In praznujemo v studiu z okusno košer indijsko pojedino in čudovitim parom. Prosim, pozdravite Liron in Benjamin Halifa iz Košer Indija. Pozdravljeni in hvala, da ste tukaj. Hvala. Najprej imate res čudovito zgodbo. Ti si odraščala v ortodoksnem domu v Indiji. Preden sta se spoznala, kakšno je bilo tvoje življenje? Kako pomembne so bile judovske tradicije in obredi, ko si odraščala v Indiji, in koliko so se prepletali z indijsko kulturo? Odraščala sem v zelo tradicionalni judovski družini. Držali smo se košer pravil, ker je bilo hkrati težko in lahko, ker nimamo rabinata, ampak vseeno vemo, kaj je vegetarijanstvo in kaj ni, tako da je res dobro. Ja, moja družina je zelo stroga glede košer prehrane, držanje šabata je bilo nekoliko težko, ker veste, delaš in vse to. Ampak ja, držanje košer pravil je osnova vsega. Jom Tov in vsi prazniki, torej ja, zelo tradicionalna judovska poslušala sem o Indiji. To je kraj, kamor ljudje porabijo ogromno denarja, da bi tam doživeli nekaj posebnega. Ti pa si se odločila narediti alijo, ne da bi prej videla kraj. Končaš v Upalu in potem spoznaš tega fanta? Ja, kot imaš načrte. Ti delaš načrte. Bog ima svoje načrte. Ja. Kaj se je zgodilo? Si jo videla pri pouku hebrejščine in si samo rekla, o, Bog. Prišel sem januarja 2012 in dan po mojem prihodu je bila tam. Ljubezen na prvi pogled. Točno tako. In ti si iz Francije, pojasnimo to, torej, ali je bila zate ljubezen na prvi pogled? Ne. Kako ne? Te je prepričal, da mu daš priložnost? Pomagala bom. Si res, Zelo vroče. romantično francosko cvetje. Torej, v redu, zdaj sta poročena, imata podjetje, združujete vajni kuhinji. Povejte nam o Košer Indija, kako je to nastalo in nam povejte več o tem. Zdaj imamo družino, imamo 4 otroke in vsakič, ko kuhamo doma, imamo francosko kuhinjo, imamo alžirsko kuhinjo, imamo izraelsko kuhinjo, ker obožujemo Izrael, ja, in imamo indijsko. Torej, v naši hiši želimo, da so otroci odprti za vse kulture. In Ben obožuje meso. Jaz pa sem odraščala tako, da nisem jedla veliko mesa, tako da je to kot Košer Indija. Začelo se je s tem, da sva želela v svojo hišo prinesti indijsko mesno hrano, ki tudi v Izraelu ni tako znana, še posebej košer. Košer mesna hrana ni znana. Znana? In želela sem, da tudi moji otroci vedo, da imamo v Indiji meso, imamo vse in imamo vse začimbe in vse, ampak vse je tudi košer. Ni nujno, da je hrana ne košer. Prav. Razumem, ko si v Indiji, bo težko najti košer meso. Ni problem meso, problem je najti košer meso. Torej, ja, to ni tako pogosto. Torej, zapolnjuješ res dobro nišo. Nisi restauracija, nisi catering, dejansko prinašaš izkušnjo. Torej, razloži, kaj imamo tukaj in kaj bodo ljudje, ki želijo izvedeti več, sodelovati in uživati, dobili iz te izkušnje, poleg dobre hrane, kot so že začela jesti. Torej, ponujamo res nekaj kot izkušnjo, ne samo osnovni catering ali restauracijo. Kot si rekel, imamo dogodke, ljudje nas kontaktirajo za rojstni dan, bar micvo, take stvari. Imamo tudi delavnice za ljudi, ki želijo izvedeti več in to potem ponovno narediti doma. Ja, imamo, kot si rekel, basar je naša glavna stvar, ampak imamo tudi vegetarijanske, veganske, halavi jedi, odvisno od ljudi, in imamo tudi dogodke za podjetja. Neverjetno, in kako vam gre? Sem prepričana. Spet, raznolikost hrane tukaj ni ravno velika. Tudi sama imam težave. Razen, če si v Tel Avivu ali, veš, težko je najti raznolikost. Tako si predstavljam, da ljudje to zelo cenijo. Ja, večinoma dobivam zelo lepe povratne informacije od ljudi. Ker sem skozi čas ustvarila določene jedi za svojo družino in zdaj še za vse ostale. Naprimer, butter chicken. Ja, v redu. Torej, povej nam. Ja. Ampak to je piščanec. Tako velika bom postala. Ima maslo in omaka je narejena smetano in vsem, ampak zaradi košer različice sem jo popolnoma preoblikovala in to je ena naših posebnosti. Imate kakšen pribor? Ja, nimam vilice,
V redu, torej to ni nekaj, kar bi lahko tako enostavno naredili košer. Ne, kaj ste torej naredili, da ste ga pripravili? Prav tako veliko ljudi misli, da je v indijski hrani treba uporabiti kokosovo mleko, da nadomesti jogurt. Ampak to ni res. V redu, Ni vam treba vedno uporabljati kokosovega mleka ali smetane. to je tako okusno, tako sem srečna. Da sem vas poznala, sta res čudovit par in želim vama. Oba sta res odlična. Hvala. Obema se res Zelo. zelo zahvaljujem. Seveda, če želite obiskati Kosher India, imajo Instagram profil in to res cenimo. Torej vse najboljše Indiji ob dnevu neodvisnosti. Radi imamo. In to je vse za ta teden v oddaji Jewish World Weekly. Jaz sem Emily Francis, najlepša hvala za ogled in se vidimo spet tukaj naslednji teden.